Jaz mislim, da se slišimo ali posebej, tako da ni problema. Ja, lep pozdrav vsem skupaj na razširjeni seji, na izredni seji Varnostnega sosveta občine Slovenska Bistrica. Jaz bi uvodoma pozdravil vse prisotne, pa tudi, če posebej rečem, člane Varnostnega sosveta, občinske svetnike, predsednike krajevnih skupnosti, tudi člane sveta krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, pa tudi predstavnike medijev, še posebej pa seveda bi pozdravil predstavnika letalskega centra Maribor, gospoda Filipa Tobijasa in gospoda Brezovnik Reneja, ki je kot pilot na tega dne 7. letel nad našim območjem. Veliko veselje nam je, da je danes tudi med nami direktor Kmetijske zbornice Ptuj, gospod Rivernišek Andrej, in tudi gospa Marija Kresnik iz našega območja. Seveda je med nami tudi predsednik krajevne skupnosti, župan in res člane Varnostnega sosveta sem tudi posebej pozdravil, smo tudi formalno sklepčni, tako da lahko danes spregovorimo o posledicah toče in ujme, ki se je zgodila nad našim območjem 7.7. Še seveda najbolj je pa prizadelo območje krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, zato je tudi razlog, da smo se danes zbrali tukaj in da tudi v bistvu, da še mogoče posebej obeležimo to oziroma rečemo še bolj mikro, kaj o sami škodi na tem območju. Danes seveda bi se pogovarjali o sami škodi, ki je nastala v ukrepih. Še posebej pa moram poudariti, da je vzrok ali pa bi razlog za sklic izredne seje Varnostnega sosveta ta, ker seveda javnosti še vedno niso poznani vsi ukrepi, ki so se izvajali v času same ujme, v času same toče in tudi vse ukrepe, ki so jih različne službe izvajale takoj zatem in tudi, kar se še seveda tudi zdaj na tem območju izvaja. Izredna seja v bistvu je namenjena temu, da se stvari javnosti in tudi seveda vam prisotnim ponovno razjasnijo, da ne bi prihajalo do raznoraznih dezinformacij. Jaz mislim, da je zato tudi prav, da so danes tudi z nami predstavniki tako letalskega centra kot kmetijsko-svetovalne službe. Jaz sem si pa zamislil, da bi današnja seja res ne rabi biti dolga, ampak seveda toliko pa, seveda, da si razjasnimo vse tisto, kar še želimo vedeti, kar nam v tem zvezi ni jasno in še kakšna dodatna pojasnila v zvezi s tem, da dobimo, in sem si zamislil tako, da bi potekalo tako, da bi izvoli sedi, da bi uvodoma predali kot domačinu kratko besedo gospodu Modestu Motalno, predsedniku krajevne skupnosti, in da mogoče tudi sam pove, pa res na kratko to, kar se je dogajalo tu, malo širšo sliko, potem tudi gospod Branko Žnidar, direktor občinske uprave, v vseh teh ukrepih, v vseh teh prijavah. V nadaljevanju pa seveda bom izval tudi predsednika in tudi pilota, pa tudi gospoda direktorja, da se bojo vključili, normalno seveda tudi z nami je tudi župan, da bo tudi svoje videnje povedal. Potem pa jaz pravim, mogoče, da ne bi, ali pa če bo potrebno, da bi vmes kakšno vprašanje postavili, pa mogoče je res boljše, da ne bi preveč debatirali vmes, da bi na koncu, mogoče, da se zapišete, pa bi na koncu postavili vprašanja. Za medije pa tako je župan že povedal, pa tudi seveda boste, kolikor bodo želeli, ste bodo vsi za njih na razpolago, saj sem prepričan tudi po sami seji. Tako da še enkrat poudarjam to, da ukrepe same, takoj po sami toči in ujmi, je občinski štab za civilno zaščito resnično je zaštartal takoj z gasilci in seveda je že na tem mestu jim je treba izreči res vso priznanje.
delovali so odlično v sistemu, štab je deloval v funkciji z vsemi obveščanji do župana in vse, kar more, tudi žal je danes še na dopustu gospod Hojnik Branko, tako da bi tudi sami iz prve roke, sicer je pa Branko Žnidar tukaj, bo pač tudi v njegovem imenu teh nekaj več zadev tudi v tem kontekstu povedal. Pa bi kar mogoče, Branko, izvoli v kratkem. Bomo dali Modestu prvo besedo, ja. Hvala, dobrodošli in lepo pozdravljeni, spoštovani člani Varnostnega sosveta, člani občinskega sveta, drugi vabljeni gostje. Nesrečni 7. julij je bil tisti, ki je naše kraje prizadejal, kljub temu, da, kar bomo kasneje lahko tudi slišali s strani letalskega centra, da je bilo letalo v zraku, kljub temu, da smo imeli, bom rekel, našo infrastrukturo dobro urejeno, kar se odvodnjavanja tiče, pa smo dobili ne samo pri pridelkih, o katerih morda lahko potem predstavnica in predstavnik kmetijske službe pove, dobili tudi pri infrastrukturi. Zdaj o tem, kakšna škoda je nastala, smo že večkrat govorili. Jaz bi se tukaj bolj osredotočil na tisti moje povabilo našemu predsedniku vlade, da se oglasi v teh naših krajih, ki sem ga sam zapisal, morda v nekem afektu ali pa drugače povedano, človek se ob taki katastrofi počuti sam in to opustošenje za naše kmete je gotovo usodno. In usodno tako daleč, da bodo nekateri ostali povsem brez pridelka, velika škoda je nastala, tista, kar se tiče cestne infrastrukture, bomo že nekako uredili, ampak bolj pomembno se mi zdi v tem primeru tukaj, da so tisti, ki se pravzaprav preživljajo z kmetijstvom, ostali tako rekoč brez vsega, na določenih mestih nekje malo manj. Sicer pa na tem mestu se moram zahvaliti našim, seveda v prvi vrsti tudi vi, da ste bili v zraku, letalski center, in pa v prvi vrsti našim gasilcem in štabu civilne zaščite ni bilo 10 minut potem, ko se je zadeva, bom rekel, usula in ko se je začela huda ura, ko so začeli klici deževati in pa tudi klic isto župana in tako naprej. Tudi sam sem bil deležen v Slovenski Bistrici v tem odpravi posledic po neurju in samo aktivaciji domačinov, gasilcem in štabu civilne zaščite in pa v tem primeru tudi tukaj županu se je treba zahvaliti, da posledice, ki so nastale in ki bi lahko bile še hujše, niso tako hude, kot bi še lahko bile. Lahko bi govorili še o kakem plazu več, če ne bi imeli izvajalce in pa intervencijske ekipe, tudi v tem primeru pa ne boste občinski svetniki spet mi zamerili, ker bom tukaj pohvalil komunalo, ampak gospoda Babšeka in pa njegovo ekipo v tem trenutku moram pohvaliti, pa naj mi bo dovoljene res iskrene čestitke in pa zahvala, da ste našim ljudem pomagali. 57 kvadratnih kilometrov naše območje veliko, 1200 ljudi živi tukaj in verjemite, da ob taki hudi uri, ko vse v klesti, ko je vse uničeno, ljudem največ, kar pomeni, je to, da nekdo vsaj telefon dvigne, pa vpraša, kako hudo je, pride pogledati na teren, vsaj to, kar se tiče sicer moralne podpore, ostale podpore pa ostale pomoči, pa bodo gotovo še deležni, čeprav me skrbi, da z državne ravni ne, glede na to, da še lanske pozebe nimamo pod streho. Hvala lepa za besedo. Res je, v petek 7.7. bilo eno izmed večjih neurij v preteklih letih tukaj na območju občine Slovenska Bistrica in zaradi tega je preko štaba civilnega zaščite bilo aktiviranih 7 gasilskih društev in v okviru vseh teh akcij, ki so jih torej preko gasilskih društev so se peljale, je bilo udeleženih 87 gasilcev, ki so pač na terenu odpravljali posledice, ki jih je to neurje pustilo. Zdaj takoj, seveda v ponedeljek, torej prvi naslednji delovni dan po tem neurju, smo so strani občine na upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje poslali to prvo poročilo o škodi, ki jo je v bistvu neurje povzročilo na tem območju in seveda tudi sami takoj pristopili k sprejemanju prijav oškodovancev na terenu. Seveda oškodovanci so v prvi vrsti tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Tukaj v tem celotnem delu namreč toča oziroma celotne neurje zajelo kar širok pas občine, torej v večji meri seveda od Šmartnega, Slovenska Bistrica, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, torej da ne vem, kjerega spustil, ampak precejšen del občine. Tako da smo mi takoj potem v ponedeljek že pričeli z samim zbiranjem teh odškodninskih prijav. Je pa treba na tem mestu seveda povedati, da pa samo formalno ocenjevanje
in pa zbiranje prijav na državni ravni, ki je v bistvu lahko tudi podlaga potem za kakršnekoli odškodnine, pa se seveda še ni pričela oziroma se ne prične, dokler ta uprava ne izda tega ustreznega sklepa o tem popisu škode, seveda to pa je ta ključni pogoj tudi tega 0,3 BDP-ja, ki pač mora nastati na nivoju škodnega dogodka, vendar treba tu poudariti, da v bistvu je občina v tem primeru seveda dosegla oziroma pa je doživela veliko škodo in bi seveda tudi država v takšnih primerih morala tudi drugače razmišljati in seveda z ustreznimi ukrepi, tako finančnimi, ter tudi ostalimi, pomagati v takšnih primerih, ne samo na trenutno veljavnih zakonodajnih podlagah. Po tej prvi oceni je v bistvu bilo na območju občine Slovenska Bistrica škode tam za okrog 9 milijonov evrov, seveda največ škode je bilo na kmetijskih pridelkih, okrog 8 milijonov, okrog pol milijona na infrastrukturi in pa slabega pol milijona tudi na objektih. Seveda treba poudariti, da je ta škoda tudi na infrastrukturi, seveda ta bolj ko ne povrnite prvotno stanje, čeprav vemo, da seveda škoda, vkolikor hočeš takšne posledice odpraviti dolgoročno, je seveda potem lahko ta strošek seveda še dosti večji. Do danes je v bistvu na podlagi tega našega obvestila in pa seveda poziva vsem oškodovancem prispelo 123 prijav, večinoma seveda gre za kmetijske površine, je pa med temi prijavami tudi že 22 objektov in vkolikor vzamemo to površino, v bistvu gre že za več kot 500 hektarov, torej samo po teh prijavah, pa verjetno še niso niti vsi prijavili te škode, 500 hektarov kmetijskih površin, ki so bila v bistvu v znatni meri poškodovana. Seveda največjo škodo ali pa zelo veliko škodo so utrpeli tudi vinogradniki, ki se ravno nahajajo na tem območju med Ritoznovjem in Zgornjo Polskavo, kjer je največ teh vinogradov in seveda jim je to tudi osnovna kmetijska pridelava, poleg vseh ostalih kmetovalcev z tega območja, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, tako da škoda je precejšna. Treba tudi povedati, da je občina Slovenska Bistrica že vse skozi od samega začetka tudi v tej zaščiti v obrambi z točo, torej, ki jo izvaja letalski center Maribor, in kot vsa leta, ko je tudi plačevala, je tudi letos občina že v aprilu podpisala pogodbo, tako da je lahko letalski center Maribor nemoteno izvaja aktivnosti na celotnem območju občine Slovenska Bistrica. Mogoče toliko za uvod. Hvala. Hvala, gospod direktor, za to poročilo. Če bo potem še potrebno kaj podrobnosti, podatki so tudi na razpolago, da se lahko tudi še pogovorimo. Ko pa je bilo omenjen letalski center Maribor, je tu tudi gospod Tobias predsednik, kot smo rekli pilot, gospod Rezovnik, lep pozdrav tudi vama. Prvi vrsti se je seveda potrebno zahvaliti za vso to, kako bi rekel, večletno vašo obrambo pretočo v naši občini. Seveda tudi, koliko smo prebrali poročilo in koliko smo se pogovarjali, ste to izvajali zdaj v uspehu, seveda vašem so pač razvidni rezultati takšni, kot so, ne? Pa bi kar prepustil mogoče predsednik na kratko. Hvala za besedo. Lepo pozdrav vsem skupaj v imenu letalskega centra Maribor. Mi obžalujemo, da je do teh škod prišlo in sočustvujemo z vami, še posebej s tistimi, ki ste pridelek izgubili, ker vemo, da od tega živite. Zdaj, naša vloga pri vsem skupaj je, da zmanjšujemo in preprečujemo posledice v bistvu toče, ki prihaja s temi ujmami, ki jih je vedno več zadnje čase. Zdaj, ne vem, če ste se kaj informirali, če ste kaj brali poročila, kar je Arso napisal o tej zadnji nevihti. Če šlo za en zelo velik pojav, v bistvu šolski pojav super nevihte, ki je v bistvu segala daleč čez meje v bistvu vaše krajevne skupnosti, občine. Praktično je bila prisotna bolj ali manj po celotnem Podravju. V bistvu mi smo se zadeve lotili, točno bo povedal kolega, ki je to letel, zelo angažirano zadeve, takoj, ko smo zaznali in naredili pač vse, kar je v naši moči, kar nam naši postopki velevajo in kar dovoljujejo letalski predpisi. Ti letalski predpisi so povezani z varnostjo in v bistvu mimo tega ne moremo. Mi ne moremo leteti po noči, ne moremo leteti v oblake, v bistvu ne moremo leteti v nekih razmerah, ki niso regularne več, ki ne omogočajo nekega
realnega izhoda iz situacije v bistvu v obliki celega letala in živih pilotov. Tako da v okviru tega smo se res potrudili in naredili vse, podrobno bo povedal kolega Brezovnik. V bistvu bi pa ob tej priložnosti moral povedati, da jaz sem bil kar presenečen, ko sem slišal v bistvu, o čem se dolži občina in župan, da naj ne bi plačal računa. V bistvu občina Slovenska Bistrica vsa leta podpira obrambo pred točo od samega začetka in pogodbe o obrambi pred točo vsako leto podpiše med prvimi, če ne celo prva. Tako da v bistvu ta pogodba, ki jo mi dobimo podpisana, je za nas pravno zavezujoča. Ko podpišemo pogodbo, pomeni, da bomo mi izvajali obrambo pred točo, občina bo pa za to plačana. Tako da v bistvu mi niti ne gledamo, kako prihajajo ta plačila na naš račun, ampak zgolj pogledamo, katere občine so podpisale pogodbo. V bistvu te pogodbe bolj ali manj podpisujejo skoraj vse občine, no, nekatere so take črne izjeme, bom rekel, ampak tudi tam, kjer ni podpisana pogodba, pa če mi vidimo, da je zadeva takšna, da je nevarna in da bodo ljudje ogroženi, tudi tam posipamo, naredimo, kar je potrebno, kar nekateri župani v bistvu pridno izkoriščajo. Ne. Zdaj, če bi bili takšni župani v večini, potem bi morali mi neko selekcijo narediti. Ne. Na srečo imamo župane formata, kot je vaš, v bistvu, ki to naredijo tako, kot treba, vsako leto pravočasno, da lahko potem mi organiziramo tudi del, ki se nanaša na sofinanciranje ministrstva, to moramo tudi pravočasno narediti, ker na osnovi teh pogodb, ki jih sklenemo z občinami, ko jih je v zadostni količini, 80% branjenega področja, lahko v bistvu mi sklenemo pogodbo z ministrstvom za kmetijstvo, ki sofinancira ta del dejavnosti. In šele potem, ko se ta pogodba sklene, lahko mi pričnemo z izvajanjem obrambe pred točo. Ker k temu nas pa zavezuje letalski predpisi, tako v bistvu nam Agencija za letalski promet našo dejavnost odreja. Zato smo veseli, v bistvu, da velika večina občin tako zgodaj sklene to pogodbo, ne glede na to, da so proračuni zmeraj bolj prazni, da lahko mi potem pravočasno pričnemo vsem skupaj. Letos smo to še kakšne 3 tedne prej opravili kot lani in smo s tem začeli tudi prej. Toliko o tem, v bistvu, kako smo z občino sodelovali, kako je bilo pravno gledano s tem, z človeškega vidika, pa kot sem povedal, tudi če občina Slovenska Bistrica ne bi podpisala pogodbe, pa bi videli tako nevihto, tu bi storili vse, da zaščitimo v bistvu prebivalce in premoženje iz tega področja. Zdaj, če bodo z tega kakšna vprašanja, sem jaz na voljo, o podrobnostih pa bi mogoče same akcije poročal Rene, ki je takrat letel in v bistvu ve vse o tem. Tako da, hvala. Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem bil takrat pilot v tega 7.7., ko je na vašem področju se skuhal, kot mi rečemo, oziroma nastal en velik točni oblak. Naj zdaj celi dan opišem, kako je to izgledalo. Mi pač smo trije v posadki, pilot, kopilot in radarist. Radarist celi dan spremlja situacijo in ko opazi neko dogajanje v zraku, takrat pač se odločimo, da poletimo. To se je zgodilo tudi tisti petek. Začel se oblak, ki je prihajal iz Avstrije proti Mariboru, takrat še tu nad vašim območjem ni bilo nič, seveda smo vzleteli, šli v akcijo, začeli z posipavanjem tega oblaka, že tudi na avstrijski strani, ker so pač ta oblak nam prepustili avstrijske kolege. Naj poudarim, da Avstrijci 6 letali letijo to obrambo pred točo, ne samo z enim, tako kot mi. Med to samo akcijo se je že iz zraka lepo videlo, kako nad Pohorjem nastaja ta oblak. Jaz sem kar nekaj let že v tem, pa še tega nisem videl, da bi nad Pohorjem nastal iz nič. Tu ta oblak ni prišel od nikoder, ta oblak je nad Pohorjem se naredil stvar. Seveda smo takoj šli
takoj šli proti njemu. Naj povem, da pač smisel ima ta obramba pred točo, vkolikor pred samo bazo se ta srebrojodid posipa, torej tam, kjer je dviganje oblaka, kjer oblak ustvarja neko dviganje. Nastal je pa en velik problem. Ta oblak je bil, se pravi, spodnji rob oblaka je bil mogoče 200 metrov nad Pohorjem, kar pa je za nas hudo nevarno. To morate si predstavljati. To pomeni, da imaš med tlemi in tem gromozanskim oblakom samo 200 metrov. Zelo nevarna zadeva. Zgornji rob oblaka je pa bil 19 000 metrov takrat, tudi to je huda redkost. To so res strašni oblaki. Seveda smo šli bliže, tudi zraka smo že videli, da ta oblak ne bo kar tak, da bo to sigurno neka toča tudi prišla ven. Začeli smo z posipavanjem takoj na robu Pohorja. Žal, v tistih 200 metrih distance med oblakom in Pohorjem to ni možno. Potem smo ta oblak posipali in prav se vidi potem tudi proti Bistrici in potem dol proti Dravskemu polju je bila ta toča vedno manjša oziroma tudi skoraj ni bilo več, bila recimo zelo mala. Naj povem tudi, da je bila takrat, da je bil to taki oblak, da se niti vrniti nismo mogli na mariborsko letališče, ampak smo mogli iti v Celje, dejansko zasilno pristajati, ker enostavno nisi imel več kam iti. Zato pa mislim, da ta obramba je smiselna, seveda ima nek efekt, ne moramo pa si mi zdaj razlagati, da bomo 100% to lahko naredili, ne. Jaz sem prepričan, da če se ne bi nič naredilo, bi ta toča bila bistveno večja, bi verjetno naredila še več škode, kot je naredila. Kot pravim, so pa zadeve tukaj, se pravi, ena težava je, da imamo samo en avion. Če bi imeli več kot en avion, bi lahko hkrati oba oblaka obdelovali. Načeloma v tujini, v Ameriki, kjer so pač najmočnejši na tem področju, take gromozanske oblake obdelujejo on top, se pravi nad njim, to je 19 000 metrov, to so že potem reaktivna letala z več motorna in tako dalje, kar mi seveda nimamo. Drugače pa mislim, da je bilo nareto vse. Bile so res strašne turbulence, dolgo že nisem doživel take akcije, kot je bila tukaj, se pravi, da so bila dviganja enormna, tudi količina padavin potem za to točo je bila enormna, kot v Bistrici, ne, je bilo, ker nekaj sem bral o teh poplavah pa o tem, tako da jaz mislim, da smo naredili vse, kar se je dalo. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala za to res nazorno, kar ste povedali, nazorno, seveda pa tudi z prve roke, ne, da seveda je lahko povedano najbolje in tudi natančno, kaj pravzaprav se je dogajalo. Seveda pa je, razumem, da je potrebno poleg vsega, kar izvajate, da morate tudi seveda gledati pa na lastno varnost, ker seveda v takih primerih se lahko zgodi tudi marsikakšna nesreča, tudi letalska nesreča in sreča, da v tem momentu seveda, ko ste izvajali to, da ste saj lahko pristali na območju Celja, če že v Mariboru ne. Zdaj, ko smo že pa pri posledicah, pa bi mogoče kar predal besedo direktorju Ribaniškov, pa izvolite, mogoče na kratko. Ja, če dovolite, seveda tudi lep pozdrav za strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, kot ljudi, ki dejansko živijo na terenu z vami in seveda vsako takšno neurje, ki se pripeti, seveda tudi se pravi tudi prizadene naše službe, ker dejansko kmetijstvo je zelo pomembna gospodarska panoga, seveda, če pa pogledamo vaše območje Slovenske Bistrice, pa se upam trditi eno izmed najbolj pomembnejših panog tega območja in seveda, ko pride takšno neurje, seveda je bistveno težko in seveda tudi težko pristopiti vsakemu kmetovalcu v tistem trenutku. Naše službe so bile zelo hitro na terenu, seveda je pa zelo težko do vsakega priti, ampak kljub temu moram reči naslednje, da dejansko, če pogledamo celotno letošnje leto, kar se tiče pridelave kmetijskih pridelkov, je eno izmed najtežjih, ne bom rekel v moji zgodovini, ampak tudi s kolegi, ko se pogovarjam, če se spomnimo spomladi, spomladanska pozeba,
zdaj neverjetno neurje z točo, zunaj nas že preti suša, tako da je res eno tako res neka resna situacija, kar se tiče v kmetijstvu generalno. Zdaj, mi smo dali že oceno, je tudi že direktor občinske uprave omenil, mislim, je že podal. Dejansko, seveda, te ocene so zmeraj zelo, moram reči tako, na hitro narejene, ampak če želimo imeti zelo detaljno analizo, dostikrat tudi vprašanje, ali iti popise čist detaljno do vsake kmetije, ker vemo, da to ogromno stane. Sam sem tudi v regijski komisiji, ki pokriva Ptuj in Ormož, in nekako generalno je bila odločitev tudi na državni ravni, da dejansko, ker vemo, da je potem to kljub temu povezano z stroški, če hočemo, da se vse popiše pod detaljnih do parcele. Vemo pa, kakšne so denarne zmožnosti, da vemo, da tukaj imamo težavo. Mi smo tudi že kot Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarjali na zakon o odpravi po naravnih nesreč, kateri v nesrečnem, jaz govorim 4. členu, govori, da v primeru, če država že nudi kakšno pomoč, ni odškodnin iz tega naslova. Tukaj vemo, da država podpira sofinanciranje zavarovalnih premij, vendar so te zelo nizke, zaenkrat lahko to trdimo, ker dejansko 20% je za poljčene, 30% je za vinogradniške površine, 40% je za sadovnjake. Dejansko in če so, se pravi, zaradi tega potem ne moramo dobiti sredstva iz tega zakona. Ta sprememba je prišla v letu, če se ne motim, 2014 ali 2013, tu nekje je bila. Do takrat mi te spremembe nismo imeli in smo lahko tudi dobivali sredstva za takšna neurja tudi iz državnega proračuna. Zato bi kazalo, da mi smo se že večkrat trudili na spremembo tega člena zakona, bi lahko potem ljudem direktno pomagali. Ker seveda, kar je zelo pomembno v taki situaciji, seveda je pomembna pomoč in kaj narediti v dani situaciji. In dejansko, jaz sam moram reči, da prihajam tudi z območja mestnega vrha, to je nad Ptujem, ko smo imeli 2008 katastrofalno točo, še z močnejšim neurjem, ker smo ostali tudi brez streh in brez premoženja in brez vsega. In dejansko je res vsaka pomoč, ki pride na kmetijo ali na hiši, še kako dobrodošla. Nekaj dejansko, nekaj rezerv ni več v kmetijski pridelavi. Vemo, da so cene izredno nizke in tudi bodoče, jaz sem tudi že sam dal to izjavo in večkrat poudarjam, da bo mogel tudi naš potrošnik verjetno sprejeti višjo ceno doma pridelane hrane, ravno tudi iz naslova, se pravi, neurij, neki čudni situaciji. Mi govorimo klimatske spremembe, se pravi, kmetijstvo je res postalo bistveno bolj ranljivo, kot je bilo mogoče pred 10 leti. In zdaj, kako seveda reševati situacijo, tudi tu se nevečkrat pojavlja vprašanje. Jaz sem absolutno tudi tisti zagovornik, da če se le da narediti vse v zraku, da oblažimo te posledice. Žal, da dostikrat katere strokovne razlagajo, da to kaj dosti ne pomaga, ampak sam sem prepričan, ker če sem že omenil leto 2008, takrat smo imeli v nočnem času, tisto neurje, takrat letala niso mogla leteti, to je že predstavnik omenil, da v nočnem času ne letijo in takrat je bilo uničujoče neurje. Tako da si človek nikoli ne predstavlja, kaj če pa tega ukrepa ne bi bilo, vprašanje, kaj bi še tudi letos tukaj zgodilo. Tako da dejansko jaz sem na strani tisti, ki absolutno zagovarjam zaščito z letali. Tudi se pojavlja vprašanje, vidim, da sosednja Hrvaška nazaj postavlja rakete iz terena, da streljajo. Skratka, jaz sem pač med tistim, ki absolutno sem prepričan, govorim ne iz strokovne argumente, ampak iz praktičnega vidika, vidim, kaj se na terenu dogaja, kjer se vrši neka preventiva, se pravi, da razbijajo oblake ali z posipi, da so škode tam nižje in zato bi kazalo, se pravi, absolutno bolj še pritisniti na ta del in bistveno več narediti, kar se tiče na preventivi. Zdaj, kar se pa ostalo tiče, seveda, ze strani
Že imamo informacije, že tudi iz, se pravi, zakon iz spomladanske pozebe je sprejet, tukaj so določene ugodnosti, kar se tiče pri trajnih nasadih, tukaj bo možno odkupiti grozdje, se pravi od vinogradnika, to vemo, da ni možno po zakonodaji, vinske zakonodaje, če pa so kakšna neurja oziroma škode nastanejo, je možno, to nam zakon omogoča. Nadalje sklad bo odpisal del najemnin, tudi blaženje bo pri prispevkih. Vendar kljub temu pa seveda nas je strah, ker dejansko tako velike škode pa ni enostavno nadomestiti. Še druga zadeva pa, ki sem omenil, pa če vse tri škode še štejemo, tudi problem pri živinorejskih kmetijah se vedno bolj pojavlja, tudi ljudje so začeli prodajati plemensko živali, ker nimajo hrane, do zdaj so še imeli neke zaloge, iz prejšnjega leta vemo, da je bilo takrat ni bilo težav z sušo in so bile neke zaloge. V letošnjem letu se pravi pa zdaj toča je uničila koruzne posevke, suša travnate se pravi površine in seveda nas je kar groza, kaj bo v jesenskem času in v naslednjem času. Skratka, da nam predolg, jaz bi predlagal naslednje, se pravi, da absolutno se pozove tako vlado in vojno ministrstvo za obrambo, ki ima nekako v resurs v tem delu, in ministrstvo za kmetijstvo, da resno razmisli o spremembi zakona o odpravi naravnih nesreč, da dejansko bi lahko za taka izjemne dogodke, ki so vedno bolj pogostejši, da lahko ljudem tudi direktno pomagamo, se pravi z finančno podporo. Hvala. Zdaj nekako se nam bi družila še ena naša svetnica, Tanja, dober dan. Toliko zdaj nekako smo saj tisti del uvodničarjev nekako izčrpali. Zdaj se je sigurno porodilo kar dosti vprašanj, zdaj tudi smo člani varnostnega sosveta kot tisti osnovne telo, pravi posvetovalni organ, ki smo tudi nekako sklepčni, pa če to vidimo tudi komandirja policijske postaje, gospa inšpektorica Pučnikova je tu, tudi župan kot član varnostnega sosveta, pa tudi gospod Zajšek, tako da mogoče bi, če bi prvo kakšne dileme, vprašanja, seveda, da bi postavili vi, pa seveda potem pa tudi vsi ostali, kakor želite. Izvolite. Če res, ker bi še nekatere stvari, kar se aktivnosti vseeno pač dodatno pojasnil, želim se lep pozdrav. Zdaj naprej bi rad seveda tudi sam izrekel vse zahvalo predvsem gasilcem in pa tudi komunalnim tisti, ki so takoj takrat stopili, tako kot je pravzaprav vedno, saj mi se s nesrečami tako srečujemo, tako rekoč skozi celo leto, takšnimi ali pa drugačnimi, in s tem tudi omilili škodo tam, kjer je seveda to bilo mogoče. Zdaj, kar zadeva ukrepanje, mi imamo škodo nekako na treh segmentih, to je sicer že bilo povedano. Zdaj en del je seveda na infrastrukturi, drugi del je na objektih in tretji del je na kmetijskem področju. Zdaj, kar se tiče infrastrukture, pa tudi kar zadeva torej tega pojava, ki je šlo za to, da je šlo za enormno količino padavin, torej tudi vode na zelo omejenem območju. Posledica tega je bila, da so se nekateri hudourniki v bistvu, ki so tako rekoč skoraj prazni aktivirali, za sabo potegnili še druge posledice, kot so plazovi, in to je bilo vzrok tudi recimo poplavnemu delu v območju Bistrice. Zdaj en del je bil pa seveda tudi vezan na to, ker je bila tudi velika količina toče, je bilo ogromno seveda tudi tega listja in je površinsko zamašilo seveda tudi vse te požiralnike. Tako da, ko so se te stvari očistile, vse, kar se mesta tiče, je potem voda hitro tekla. Je pa res, da seveda tem področju Tirgota, Zgornje Bistrice, tam pa je bila res zadeva katastrofalna. Jaz sem tudi tam bil tako rekoč od začetka skozi tam, in je ravno tam pravzaprav zasipalo tiste hudournike in to pomenilo posledično, da se je seveda zalilo ta del, tudi z po moje še delno ostanki žleda, ker je bilo ogromno dračja, ki ga je preneslo tudi iz gozdov, ki pač gravitirajo na to območje. Zdaj tam
so se stvari takoj pristopilo k čiščenju, koliko je bilo mogoče, ne, tudi vsi tisti prepusti, to se je odprlo, mi smo takoj bili v kontaktu tudi že tisti dan z predstavniki Arsota tu v Mariboru in naslednji dan, tako jutro smo se dobili tudi z predstavniki VGP-ja, da so se stvari na terenu pogledale, potem smo se tudi dobili na enem sestanku v vezi z ukrepi in posledica tega bila, da je na eni strani VGP speljal nek niz državalnih ukrepov in čiščenja, na drugi strani pa vse tisto, kar je bilo z naše strani, torej v nadaljevanju sve so strani komunale oziroma naših upravljavcev. Tako da, pa še tretja težava, ki se v tem pojavlja, so pa dobro, en plac sem že omenil, tak je pol povzročil vnos te zemlje in tega v Tirgot, sta se še pa dva druga plazova pojavila, ker imamo tudi ogrožene stanovanjske objekte in je seveda tudi potrebno pristopiti sanaciji in ni mogoče pač čakati na, tudi ne nazadnje, na neke odobritve se strani države, ker vemo, da škoda se samo veča, pa še lahko so ogroženi, ne posamezniki. Zdaj, kar zadeva potem pa, no, zdaj ta infrastrukturni del je bil vezan na torej tudi ta stanovanjski del, da ti podatki se zbirajo, jaz seveda upam, da imajo ljudje tudi zadeve zavarovane, čeprav vem, da je to seveda velika težava, in lahko samo sočustvujemo, tako kot je že bilo rečeno, s tistimi, ki jih je to pač dejansko doletelo. Je pa res, da verjetno v celoti, tako kot je že direktor povedal, bojo pa velike težave z res celotnim odpravljanjem te škode. Zato, ker na cestnem področju je pri nas prizadetih približno 120 km cest, ki so lokalne ceste, torej to vrstne občinske ceste, k temu pa treba dodati po moje vsaj še enkrat toliko, če še ne več cest, ki so pa javne poti, ki držujejo krajevne skupnosti, ker je pa škoda zelo podobna. Tako da tisti pol milijona po moje bistveno presega, je pa to tisto, kar je nujno, da bi sploh stvari lahko nekako sanirali in zagotovili pač prevoznost, ne nazadnje tudi za področje kmetijstva. Zdaj naslednja stvar je pa področje kmetijstva, to je že bilo sicer povedano, mi smo se sestali najprej z predstavniki vinogradnikov, ker vinogradi so ob tistem delu kmetijskih površin zelo prizadeti, nekateri izključno samo od tega živijo, tudi člani konzorcija. Zdaj po naših ocenah je približno, vsaj tak podatek imam, uničenih toliko vinogradov, kot je v Sloveniji terana, tako da bi lahko tudi tu se svoje odgovorni državni ravni pač angažirali. Vinogradniki so, mi smo imeli kasneje še en sestanek tudi skupaj, tudi z svetovalno službo, z predstavniki zavoda. Gre za to, da se pogovarjamo o nizu ukrepov, ki bi zadeve na tem področju zboljšali. Zdaj en del jih je že direktor povedal, vezani so seveda na nek način na državne inštitucije. Zdaj, kar se našega dela tiče, mi sicer te ukrepe v večini permanentno omogočamo izvajanje, je pa res, da bo skupaj svetovalno službo pač bomo v nadaljevanju sve ugotovili, kje je tisto, kar je možno še narediti z našega lokalnega vidika. In da bo res šla pomoč v omenjenih možnostih, imamo točno tam, kjer je res najbolj nujno. Te zadeve seveda potekajo. Zdaj težave, ki jih imamo, jih je pa kar nekaj, tudi sistemske narave. Zdaj ena je že bila povedana, ta je vezana na obseg, v bistvu površinsko obseg te ujme, ki je relativno za Slovenijo mali, za območje, ki je prezadeto, je pa katastrofalno. In vezano na zakonodajo, ki te stvari ureja na nacionalni ravni. Zato, ker tam so določili neki cenzusi, mi še v tem trenutku danes, čeprav je že minilo 14 dni, nimamo odgovora od uprave. Uprava ti pa v bistvu v skladu z zakonom omogoči vodenje formalno postopkov na tem področju. Tako da zdaj vse to, kar mi počenjamo na nek način sporedno, da pač pomagamo, koliko je pomoči možno. In tudi kar se tiče vseh ukrepov, ki so, morajo biti na nek način v skladu z zakonodajo tudi v bistvu v veliki meri odobreni z nacionalne ravni. Ne nazadnje vsi ukrepi, recimo v kmetijstvu, ki jih mi imamo, vemo, da je treba sprejeti pravilnik in da mora biti pravilnik verificiran strani pristojnega ministrstva, pa še gre za sisteme državne pomoči in tako naprej. Skratka, zadeva je tudi birokratsko izjemno zapletena. Ampak ne glede na to, bomo tisto, kar bo možno, absolutno pomagali. Zdaj težava je seveda še v tem, da to pa naslednji problem, da imamo mi zelo omejene resurse, vezane tudi na financiranje pač občine. Zdaj občine so podfinancirane, 25%
povprečju v Sloveniji, v našem primeru to pomeni na 4 milijone evrov na letni ravni, ne, in seveda zdaj vse tisto, kar še nekih sredstev v rezervi, ne, na voljo, pa mogoče tam, kjer so neki bolj prosti deli, bomo pač usmerili na ta del, da se čim bolj pomaga, ne, tam, kar je na kmetijske področje, torej na področje kmetijstva, ne, kar je pa na infrastrukturi pač tam, da se te stvari pač zagotovijo, ne. Zdaj upam, da je to zadnja takšna, čeprav, da so bolj želje, ne, da se stvar ne bo več ponavlja, ne, čeprav po nekih napovedih, ne, je še poletje dosti dolgo, ne, in včasih so se te stvari dogajale v drugi polovici avgusta praviloma, ne pa v tem času, ne. Govorim pa to o tem, ne, da je treba vedeti, da nas še lahko zadeve sve dodatno še vedno doletijo, ne. Zdaj jaz sem tudi se srečal z ministrico za okolje, torej našo sokrajanko, ne, sem je tudi malo to omenil, glede na pisanje, ki ga mi naslavljamo na državo, ne, ker bi bilo nujno, ne, to, kar je že povedal direktor, da bi se ta zadeva sprostila, ne, ker zdaj imamo mi neko paradoksalno situacijo v Sloveniji, ne, da lahko eno območje je praktično v celoti uničeno, pa ni upravičeno do nobenih pomoči, ne, pa še občinske se omejujejo, ne, če so sploh možne, zaradi tega, ker pač ne dosegaš tistega cenzusa, ne. Na drugi strani, ker pač Slovenija ni v celoti prizadeta, ne, tako kot je že bilo povedano tudi strani predstavnikov letalskega centra, tovrstna neurja se vedno bolj v zadnjem času pojavljajo. Se to ni prvi tak primer, ne, nam se zgodilo par let nazaj, recimo tam Cezlak, ne, takrat sicer tam ni bilo toče, ne, ampak bila je ista enormna količina padavin, ne, in je prišlo do plazov, ki so tam porušili, ne, tam smo morali seliti stanovalce, ne, in je bila zelo podobna situacija, kot je zdaj tu. Tu je pa zdaj težava še toliko večja v tem, ne, da je dejansko izjemno prizadelo seveda tudi predelovalce, ne, zdaj nekateri vinogradniki so mi razlagali, da imajo pač nasledniki, zdaj se nasledniki odločili, ali bojo še sploh se ukvarjali s tem, ne, ali bojo pa reči šli kaj druga delati, ne, če se bo to seveda v bistvu ponavljalo, ker pač od tega živijo, ne. Tada, zdaj, kar se ukrepov tiče, zdaj eni so sve ti, ki pomenijo neke olešave, ne, na tem delu, zdaj en del zgodbe je to, kar je že bilo meni odkupu grozdja, ne, zdaj upam, da to tudi se da, ker sicer je bilo meni rečeno, da treba zakon isto popravljati, ne. Tretja stvar je pa seveda zagotoviti sredstva za te odkupe, ne. Tu pa o tem smo se pogovarjali, ne, kar se tega dela tiče, ne. Zdaj, kar se pa ostalega tiče, je pa seveda stvar v torej nekih drugih sistemskih primerih, ne. Zdaj tudi zelo močno se je začelo razmišljati, tudi kar se vinogradnikov tiče, ne. Mi smo sicer imeli te možnosti že zdaj odprte, ne, o mrežah za vinograde, ne. Zdaj tega praktično do zdaj pri nas, koliko jaz vem, se ni koristilo, ne. Smo se pa dogovorili tudi o tem, da se bo točno pogledalo, ne, bolj natančno, kaj to dejansko pomeni in da se pa seveda v okviru ukrepov, ki jih imamo, to zdaj sicer ne pomaga v tem primeru, ne, ampak za naprej v okviru torej ukrepov, ki imamo na voljo, temu da posebna pozornost, ne, v prihodnje pa več poudarka, ne, mogoče tu. Je pa res, da te ukrepe morajo biti verificirane, ne, in zdaj jaz upam, da bo tudi pač na nacionalni ravni, ne, prišlo do kombiniranja, ne, če temu rečemo subvencioniranja takih ukrepov, ne, ker vemo pa, da vinogradniki tega tudi sami, recimo, ne zmorejo. Toliko še moče z moje strani. Hvala, župan, saj še bo sigurno kakšno vprašanje na to temo, pa tudi na vse skupaj. Kar beseda je vaša, gospod Gregor Lusko, občinski svetnik, izvolite. Hvala lepo za besedo, predsedujoči, lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bi moje izvajanje izpeljal na dva dela. Sicer prvi del na sam dan 7.7., ko nas je to neurje zajelo tudi v samem mestu Slovenska Bistrica in s tem tudi v KS Pohorski odred. Ob tem priliki naj se zahvalim, bom rekel, občinskemu štabu za civilno zaščito, županu, ki je bil tisto popoldan, to je v petek tudi že sam prisoten na terenu, istočasno pa tudi predstavnikov, pa ne me zdaj narobe razumeti, tako komunale za urejanje okolja in prostora, to je gospodu Modestu Motano in pa na drugi strani gospodu Babšeko, ki so dejansko skupaj z prostovoljnimi gasilci zavarovali, porezali drevesa, ki so bila za, bom rekel, za človeška življenja dejansko v velike nevarnosti. Tako da zahvala gre tudi policiji, ki je pač svoje delo v tistem delu v okviru svojih zmožnosti tudi opravila, kot pa sem rekel tudi vsem ostalim službam.
Drugi del, ki se pa je pojavil po tem 7.7. pa je, ali je lokalna skupnost poravnala obveznosti, namreč vedno več ljudi je spraševalo, tretji primer toče je bil na območju mesta, bom rekel, v tem kompleksu v letošnjem letu, ta je bil pa najbolj udarnejši. In zaradi tega je šlo se predvsem za to, ali je občina poravnala svoje obveznosti, ali je sklenila lokalna skupnost pogodbo z letalskim centrom ali ni. Namreč obstajala ravno skozi to prizmo bojazen, da je občina ali je pozabila, ali kakorkoli, da je prišlo dejansko tega do tretjega udara, največje, bom rekel, poškodbe zemljine in pa tudi objektov, ravno zaradi tega, ker bi se lahko izvajalec protitočne obrambe, letalski centri morebitnega neplačila izognil, bom rekel, lokaciji Slovenska Bistrica. Mogoče ta komunikacija je bila, mislim, da potem 12.7. je bilo bolj temeljito vse skupaj razloženo tudi na sprednji strani občine Slovenska Bistrica, vendar je bil ta odziv že predolg. Namreč tam, bom rekel, zdaj po domače natolcevanja posameznikov, ki so krivili od, bom rekel, od župana do podžupanov, obeh, predvsem gospoda Mlakara, ki je tudi predsednik varnostnega sosveta, in tisti neprimerni pozivi so dejansko bili, bom rekel, po domače podno odpodna. Namreč, če nimaš dokumentov, kateri bi izkazali verodostojnost ali upravičenost, bom rekel, na eni strani lokalne skupnosti, na druge strani izvajalca te protitočne obrambe, tako da dejansko ne moreš operirati z nekakršnimi podatki. Jaz se na komunikacijo letalskega centra z menoj ne bom zdaj danes oziral in poučevanje, kaj je lahko jaz kot posameznik oziroma občinski svetnik naredim, pa ne, zato verjetno kakšna druga prilika. Bi pa dejansko mogoče eno vprašanje podal, ali je bilo to vaše interveniranje pravočasno po vašem, ali je bilo prepozno, glede na to, da imate, kot ste sami povedali, tudi eno samo letalo, ki je opremljeno za to vrstno delovanje, in pa drugo je pa predlog, ki pa ne bo mogoče za nas vse, ampak tudi širše, da bo potrebno organizirano obrambo pretočiti kot javno službo v okviru Ministrstva za obrambo ali kakorkoli drugače organizirati. Namreč tu bo več zagotovitev sredstev. Problem je materialna sredstva, ali je to, bom rekel, vi rabite tudi 80%, bom rekel, lokalnih skupnosti, da lahko potem dobite svoj prispevek pri ministrstvu, da lahko sploh delujete. Znači, tu živi ogromno truda vložite. Na drugi strani potem je pa zopet vprašanje, ali se ministrstvo pravočasno odzove, da vam da tiste finance, da vi sploh dejansko lahko poletite. Drugače pa, se pravi, največji revolt je bil to, ker prejšnja leta lokalna skupnost kot občina Bistrica ni poznala, vsaj nekaj let nazaj nismo bili deležni toče v takem okviru, kot smo letos. Letos se je pa stopnevala prvič v drugi polovici maja, drugič v juniju, zdaj tretjič pa je bila pa ta, ki je pa dejansko, bom rekel, Pohorje in pa potem tisto dol, ta del pas ogromno uničila, dejansko vsem skupaj veliko škodo naredila. Tako da toliko z moje strani, pa hvala vsem, ki ste tako ali drugače pomagali. Najbolj, to se pravi oškodovanje, pa potem skozi celo lokalno skupnost. Hvala lepa. Hvala, gospod Rebus, hvala tudi za pohvale. Pa bi mogoče, gospod Tobijas, pa potem še župan, ker da malo še svetlimo zadevo, izvolite. Torej, zahvaljujem se za vprašanje. V bistvu, to sem pozabil že uvodoma povedati, da sem vesel, da smo tukaj med vami, zato ker mislim, da je edino na tak način, s takim neposrednim kontaktom, da se lahko dobijo informacije iz prve roke. Tako da mislim, da to, ne glede na to, kak je zdaj razlog za to, da smo tukaj, za to neke take informacije, kot ste jih omenjali, ali pa karkoli, mislim, da je to vredo. Vas je dobro stavklo tukaj, mi smo to obrambo izvajali in v bistvu prav je, da povemo, zakaj gre. Zdaj, kar se tiče tega vprašanja, ki je najbolj pomembno, občina, tako kot sem že povedal uvodoma, je izpolnila svojo obvezo s tem, ko je med prvimi podpisala pogodbo o obrambi Pretoča. Ta pogodba je za nas zavezujoč pravni akt in ko je bila podpisana od takrat naprej, oziroma od takrat, ko na ministrstvo izda še to drugo pogodbo, smo mi zavezani to obrambo Pretoča
na vašem področju izvajati. Kar se plačil tiče, jaz zdaj nimam podatka o tem, kdaj je bil račun izstavljen, ali smo ga mi prepozno poslali, ker slišal sem, da nekaj računov ni bilo poslanih, ali v bistvu se je to kje na občini založilo, tega zdaj trenutno ne vem, lahko pa posredujem to naknadno, ampak to ni relevantno. Mi smo sklenili pogodbo, pogodba je za nas edini pravno zavezujoč akt in mi smo to dolžni izvajati. Občina pa je dolžna plačati. In v bistvu, tu bi povedal še mogoče tak kot primer, imamo določene občine, ki sklenejo pogodbo o obrambi pred toči, pa ne plačajo. In potem čez kakšni 2 leti damo mi to v izvršbo, pa potem plačamo, ampak mi vseeno ves čas to obrambo izvajamo, ne? Ker naša pogodba, to je naša zaveza. In v bistvu kakršnokoli natolcevanje, da bi naj mi slabše izvajali, zato ker nekdo ni plačal, mislim, da niti piloti, niti jaz kot predsednik v tistem trenutku sploh nismo vedeli, da ali je občina poravnala svoje obveznosti ali ne. Mi imamo pogodbo pozneje tudi z ministrstvom in mi to izvajamo. In kolikor sem jaz razbral iz poročila, v bistvu smo bili tukaj tudi pravočasno. Morda bi lahko zaznali to tudi kaj prej, ne vem, ali je bilo to možno. Ampak bili smo v neki fazi, ko se je to razvijalo, v bistvu, ko smo lahko obdelali to, kar je bilo možno. Nismo pa mogli tam, kjer je pač premala ta vertikalna razdalja med zemljo, ne, ki za nas ne pomeni nič prijetnega, ko smo v zraku, in mejo oblakov v bistvu pač ni zadostovala za neko varno delo in tam noter ne moramo riniti. Ne. Ampak če gledamo zdaj te posledice, v bistvu jaz se ne bi spuščal, kako je to katastrofalno bilo za pridelovalce hrane, ker vem, da je bilo katastrofalno, vse, kar ti uniči, je katastrofa. Ampak v bistvu, če gledamo, kakšna toča obstaja, pa če gledamo, kaj je tukaj padlo, recimo v dimenziji, v premeru posameznih zrn, potem vidimo, da je tukaj padala relativno drobna toča. Neugodno je bilo to, da je bila relativno suha in povezana z močnim vetrom, zato je toliko bolj uničevala. Ampak sama zrna bi lahko bila tudi kot teniška žogica. V taki nevihti pa še posebej, to tudi Arso navaja, da so to izjemni v bistvu primeri, ko so takšne nevihte in da v bistvu tu lahko nastane marsikaj. In tista toča bi uničevala pa avtomobile, strehe, tako kot je bilo to na Mestnem vrhu, kot je gospod direktor povedal. Ne. Tako da jaz mislim, da glede na vse skupaj, kak je ta zadeva izgledala, da smo mi dosegli dobre učinke. Res pa je, da na takšnem v bistvu oblaku, kjer je premerna kovala 80 km, v bistvu to je podatek iz Arsa, ki smo ga dobili, ne, pa je nemogoče čisto vsako krajevno skupnost tako uspešno obraniti. Še posebej v bistvu, če leži visoko in so meje delovanja takšne, da ni možno tukaj priti zraven. Ne. Tako da, jaz se ne bi tu spuščal v to, zdaj, kaj je občina storila, kaj ni. Občina je pravočasno opravila svoje delo, mi smo celo zelo hvaležni občinam, ki res to v aprilu naredijo, da zberemo tistih 80%, da lahko gremo na ministrstvo, da pravočasno sklenemo, ker na ministrstvu itak to traja, ta sklenitev pogodbe še potem 30 dni, ko mi zberemo vse stvari. Ne. In v bistvu, da potem lahko pravočasno začnemo, ko se vsi ti birokratski postopki odvijajo, izvajati to. Ne. Zdaj, če je nekaj v maju, mi takrat še nimamo pogodbe, da bi lahko delovali. Torej, tudi če imamo vsa sredstva, ne moremo poleteti, zato ker nam Agencija za letalstvo tega ne dovoli. Če bi mi imeli zdaj dovoljenje agencije, ki ne bi bilo vezano na pogodbo z ministrstvom, bi lahko poleteli tudi v maju. Mi smo pa vezani na to, kako nam ministrstvo odredi ta rok in v bistvu v tem času lahko delamo. Mi menimo, da to že desetletja kvalitetno izvajamo, rezultati so na terenu dokaj dobro vidni in da pa nam kdaj ne uspe v celoti v bistvu zaščititi vsega, to je bolj v božjih rokah kot naših. Mi tega na tak način, da bi vse obranili, kvalitetno ne moremo. Zato pa potem mi delujemo preventivno, paliativno, pa mora potem država delovati na tak način, da se take stvari, če gre za eno majhno področje in relativno majhne zneske, pač da obstaja neki instrument, da nekdo odredi, da se tudi izven nekih zakonskih okvirov lahko neka solidarnostna pomoč takemu območju da. Jaz ne vidim, zakaj to v eni državi ne bi bilo možno. Konec koncev bo vsak parlament dvignil roko za to, da se to odobri.
V bistvu v tem primeru, če gledamo vsa ta sredstva za celotno to branjeno območje, ko gledamo, koliko je tu kmetijstva, to so relativno mala sredstva, ne. To je okrog, ne vem, na pamet, zdaj govorim čisto točnega podatka, ima okrog 160 tisoč evrov skupaj z ministrstvom. Od tega je treba odšteti DDV, ne, ki ga država dobi nazaj, to je 22% DDV-ja noter, ne. Ta DDV se mimo grede preliva iz občinskih proračunov nazaj v državnega, ne, ker ga občine morajo plačati, pa ga država pokasira na nekem drugem koncu, ne. To bi se dalo tukaj narediti, prerazporediti, ne, prvi vrsti, kaj pa jaz vem, no. Je pač treba zagotoviti, da ko so taki izjemni razmere, da se država aktivira, tudi če je to relativno malo področje, tu jaz vidim problem, ne, in če bi, ne vem, nekdo, ki je kompetenten za nekaj, da odloči, pa če me volijo, bi rekel, gledajte, to predlagam jaz, da se za Šmartno s širšim tem območjem dodeli, ne vem, toliko in toliko za kmetijstvo, občina pa si naj mogoče sama porihta infrastrukturo, recimo, ne, ker to malo manj boli. Recimo, tako čisto na pamet govorim, ne, in se da potem nekih par milijončkov, saj to je veliko denarja, par milijonov, samo v proračunu, ki zdaj že ima nekaj mesecev presežek, pa mogoče ni to tako hudo, ne. Ja, tako pravijo, ne, občinski, državni, ne. Ja, kar izvolite, ja. Kaj se tiče točnosti oziroma pravočasnosti, vi se morate zavedati, da mi se odločamo za akcije na osnovi satelitskih slik, ki jih nam podaja ARSO. Te slike so vsakih 20 minut je osvežena, to slika ni v živo, ne. Mi smo šli k temu oblaku 4 minute prej, da je bil sploh viden na sliki, ker smo ga pač videli iz zraka, ker smo slučajno bili tam, se pravi, da bi bili prepozni niti slučajno, če bi mi bili na tleh, bi šli kasneje, ker ga enostavno ne bi videli. Dobro, lahko ga bi z letališča videli fizično z očesom. Ampak ne, nismo bili prepozni, tokrat smo bili še prej, kot pa bi bili, če bi se samo na ARSO-tove slike zanašali. Toliko. Potem pa dobiš besedo, ja. Ja, no, jaz bi mogoče se na 2 stavka, ne, na to polemiko, čeprav mislim, da sem jaz bil presenečen, da je do te polemike sploh prišlo, ne, ali je občina sodelovala ali ni sodelovala v tej protitočni obrambi. Glejte, mi, zelo na kratko, že sodelujemo pri tem od vsega začetka, mislim, da od leta 2003, ne. Ves čas smo pri tem sodelovali, ves čas smo seveda tudi podpisali ustrezne pogodbe in plačujemo račune takrat, ko pač računi potem iz tega naslova na občino pridejo v skladu z predpisi. In jaz se pa to z vami res, gospod Repolsk, strinjam, ne, da tu gre za polden, tako ste vi rekli, ne, ker to pa je res žalostno, ne, da se nesreča, ki se je zgodila, zlorablja, razumete, za take zadeve, ne. Ker to pa je za čisto zlorabo nesreče ljudi in mi vemo, ne, da v nesreči so ljudje posebej občutljivi, ne, in če še potem začneš z takimi zadevami, ko se tu plasirajo, potem pa je to res pravzaprav nek način katastrofa in se dela škoda pravzaprav vsem, ne. Imate misli, da je to tako enostavno, ne. To ni tako enostavno. In to so škode, ki so v bistvu nepopravljive, ne, je pa smešno, ne, da se prav mora nekdo v neki taki situaciji braniti in tudi, ko se stvari pojasnijo, ne, ko se dokumenti dajo, se govori o tem, da so dokumenti neverodostojni, v bistvu lažnivi in tako naprej, ne. To še tako presega vse mere dobrega okusa, ne, in tisti, ki so se to šli, se naj to kar vzamejo v zakup. Hvala lepa. Svetnica Cvetko Metka, izvoli. Pozdravljeni, jaz sem vam dala nenavadno vprašanje, vendar me samo zanima z razumevanjem, da ta oblak, ki je nastal nad Pohorjem, da je to naravni pojav, vendar me zanima, je možno, da je točno tukaj nastal kje še spremembe, oziroma je zrak trenutno morda bolj nesnažen, manj nesnažen, oziroma se da ugotoviti, raziskovati dejavnike za nastanek tega oblaka. Glede na to, da ste omenili, da je za Pohorje nenavadno, da je tukaj nastal. Zanima me, ali se mogoče kaj spremenilo iz preteklih let, više nesnaženosti, ne vem, kakšne drugi dejavniki. Če je možno to raziskati, pač obstajajo parametri. Za svetovne snaženje moče ne bi tako spuščal, jaz mislim, da ni, ker oblaku, nastanku takega oblaka pač botruje velika energija, ki pač pride iz te toplote, iz temperature, ugodna vlažnost za to in potem prihaja do takšne energije, da začne se ta oblak dvigovati. In više kot se dvigne, večja verjetnost je potem toče, zato ker je pač visoko mrzlo, ne, in potem to kroži v oblaku in nastajajo toče.
Ne, jaz mislim, da ne botruje zdaj neke velike spremembe, je pa res, da vse to se bo še zgodilo, vse se verjetno tudi je že zgodilo, ni pa to pogost pojavno. Navadno te nevihne celice prihajajo tam iz severozahoda, je zelo pogost prihod tega, ali pa iz juga oziroma jugozahoda. Da pa nastane tukaj, pa da je ta konstantno pri miru, je redkost, ne bi pa jaz to pripisoval nekim višjim oziroma nekim drugim zadevam. No, mene je samo zanimalo, če je možno raziskati, pač, oziroma zdaj, ker že prehodno, ali se morda tudi temperature spremembe, ne, oziroma... Pač velika temperatura, velika energija pripelje do tega in pač relativno velika vlažnost. Zagotovo so temperaturne spremembe, ne, ker bolj kot je vroče, bolj so vsi ti oblaki niso nič drugačni, kot so včasih bili. Samo malo večji so, pa malo večjih je, ne, malo bolj pogostost tega se povečuje, ne, to je zmeraj bilo, toča je bila, nevihte so bile, samo niso bile tako močne, pa ni jih bilo toliko, ne, zdaj se pa to dogaja tako, da je v enem letu to nekajkrat, ne, to je razlika, se pravi razlika je dvig temperatur v Sloveniji se to malo bolj pozna kot na globalnem nivoju. Na globalnem nivoju se to dvigne v enem poprečnem letnem mesecu za mogoče 0,8 stopinje na dolgoročno poprečje, pri nas pa zdaj na pamet govorim več kot to, ne. In ta temperatura, to je energija, ki se v oblaku nabira, ne, in od tega odvisno zdaj, kako velika bo in kako bo v bistvu, kaj bo obrodila. Jaz bi samo v luči tega vprašanja dal odgovor. Jaz sem omenil klimatske spremembe, mi se mogoče danes tega premalo zavedamo, ampak imate čudovite podatke, idite na Arso, imajo res dobre podatke in boste videli, da je Slovenija ena izmed držav, ki se najhitreje segreva. Zdaj, kaj je to razlog, je verjetno bistveno več, mi danes smo zelo težko o tem govorili oziroma ugotavljali. Ampak to so dejstva in drugo dejstvo bi tudi, ki bi izpostavil, ta severovzhodni del Republike Slovenije leži na območju, ki je zgodovinsko najbolj eno izmed območij, ki so najbolj pogostejše toče. To so dejstva in s tem se moramo mi sprijazniti in zato je toliko pomembneje to, kaj je že župan prej omenil, da čim več naredimo na preventivi, koliko pač možno, ampak da bi popolnoma se pogovarjali, da tukaj ne bo toč in neurij, je seveda misija nemogoče. In dejstvo je, da se Slovenija v zadnjih letih, mislim, da če pogledate podatke, za 1,8 stopinje poprečna dnevna temperatura dvignila. Sami verjetno se spomnite, da maja mi nismo nikdar imeli temperature nad 30 stopinj, letos smo že to imeli. In nikdar, koliko se jaz spomnim, nikdar 30. septembra ni bilo 30 stopinj, lansko leto je tudi to bilo. Se pravi, imamo izrazito pregrevanje ozračja v naši Sloveniji. Toliko moče samo pot. Ja, gospod Mikložič, občinski svetnik, Ražen Zakiba. To bi jaz predvčerajšnjem je bilo napovedano, poročili, da je možna toča. Taki tradicki, pa to okrog nekaj. No in popoldan proti večeru sem jaz opazil, mislim se v vojski rotavion ne zbil in da smo vsak avion pridela. In sem videl našega kolega tukaj med nami, ko je okrog teh oblakov krožil po temi, ko so se zbirali. In boste potrdili. No, zahvaljujem se vam, ker ste nas rešili. Ja, hvala lepa. Gospod Brezovnik je iz Pragerskega doma, mogoče tudi, da še bolj pozorno spremlja, da mogoče malo za hec. Bi pa kar naprej, gospod Zajšek, občinski svetnik, izvoli. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Vidite, te ekološke nesreče, ki se dogajajo, bom rekel, so zadnje leta še dalje več. Zato se tudi zelo tu strinjam, da ne obtožujemo drug drugega, ampak da naredimo na nekaj preventive, tako smo rekli, preventiva nam tudi ne bo pomagala samo mreže, ker vemo, da so podzebe vzadi, tu je zdaj velika umetnost, kaj narediti, koga narediti, seveda bojo se tu mogle zelo svetovalne službe, tudi zelo vključiti, svetovati posameznikom. Je pa dejstvo, da smo letos imeli v Slovenski Bistrici, konkretno v spodnjem Polskavo, rekel 3 točk. Prvi smo imeli tako podore. Ni bila velika, moram reči tudi določene stvari,
da pač to je izredni primer, tudi jaz imam doma slike, lahko kdo pride gleda, tak se ne da gleda, ker niso požirali notri in je ta toča šar smel po travniku, po da bi se potok izvedel. Seveda, gledajte, zdaj do svojega naloge ne naredil, to pač ne moram danes reči, lokalni odbor SMC je obvestil visoke ministre, jaz upam, da se bo tudi na to odzvali. Seveda, jaz se strinjam, koliko lahko naredimo, sami zavarujemo, koliko je v naši možnosti, sami lahko največ naredimo. Sem pa tudi podpredsedniku župana Mladvarju povedal, da me zanima, kaj je tule z nevarnimi odpadki, ker vemo, kaj se danes dogaja. In veliko gozdov imamo, kako znamo tu samo preventivno delati. In gledajte, zdaj se je zgodila ena nesreča, lahko še imamo veliko nesreč. Vedno moramo biti pripravljeni, hvala Bogu, da imamo tudi gasilce, ki so vedno pripravljeni, civilno službo, seveda tudi zdravje policija in sami bomo mogli veliko narediti na tem področju, vse kriviti na nekoga, ali na državo, gledajte, je nesmiselno. Tudi mi smo imeli škodo, kaj češ narediti? Zato se jaz sprašujem, kaj lahko sami naredimo, kaj bomo naredili na tem področju, je pa res, da se neka škoda mora povrniti, kajti na koncu hrane ne bomo imeli. Zaskrbljujoče je to, moram se vprašati, gledajte, sad je že skoro 4 leti imamo, kaj bo z našimi predelke, že tako smo malo samo skrbne in da bomo vse uvažali, vaša cena bo, tako kot je rekel direktor, koliko lahko to pomeni dvig cen in kaj še nas lahko čaka. Zato bi jaz tu rekel, da je zelo vredo, da se na taki posveti dobimo in da iz tega nekaj potegnemo, neke konsekvence. Gledajte, jaz tisto, da samo, da nekdo pride ogleda, je premalo. Kaj lahko naredimo? To je pa drugo vprašanje. Se pravi, da čistimo jarke, da vse na preventivnem področju naredimo, preden lahko do tega pride. Hvala. Ja, hvala lepa. No, jaz se s tabo globoko strinjam, res pa je, da glede samega zakona o odpravljanju naravnih nesreč, da kot je bilo strani direktorja povedano, da je že kar dolgo so prizadevanja, da bi se tudi take mikro, ali pa za našo občino ni mikro problem, je katastrofa, se zgodilo, da bi tudi se v tem kontekstu zakonodaja spremenila in da ne bi res pristojne službe hodili se samo gledati in fotografirati nesrečo, ampak da se tudi potem nekaj na tem smislu naredi. Glede samih drugače naravnih katastrof, ki so 2 meseca nazaj, kar se tiče samih požarov, prizadela tam območje Vrhnike, Kemis, zdaj včeraj ta ekosistemi, Novo mesto, in je res, to so in take ekološke katastrofe in tudi ta pobuda, da se ta posebej zadeva obravnava na varnostnem sosvetu, mi seveda bomo to, zdaj pač smo v fazi zbiranja vseh podatkov, ker pač vseh podatkov nimamo, čeprav seveda ukrepi so na tem področju strani naše službe civilne zaščite tudi izdelane. Moramo pa tudi iti v te vaje, vi ste videli in v primeru Kemisa in v primeru ekosistemi, zdaj še ne vemo, so seveda, se govori, da določene službe niso vsega upravljale, da niso bile skoordinirane in tako dalje. Mi smo, mene tudi osebno najbolj moti neopremljenost gasilskih služb. Ampak ne samo v vsem sistemu, mene moti koordinacija, način poveljevanja in potem in hitrost. Če smo skoordinirani, bomo tudi 5 gasilskih enot nekaj naredili, če pa nismo skoordinirani, nas jih pa lahko 30, pa smo drugemu na poto. Zato smo že v lanskem letu ob mesecu požarne varnosti smo izvedli veliko rešilno oziroma to vajo v samem na Pragerskem, na našem odlagališču, kjer je seveda tudi potencialno lahko pride do takega požara in s tem tudi, ker so razne snovi, odpadki, tudi do kakšnih ekoloških problemov. Na letošnjem letu pa se bomo odločili, da bomo spet z vsemi kompletnimi gasilskimi enotami v naši občini šli še v eno
ne en drugi konec, da bomo še druge sprobali, da bomo to koordinacijo vseh gasilskih enot sprobali in potem tudi samo učinkovitost delovanja. Jaz mislim, da ta predlog je pravi in mi bomo to prav gotovo obravnavali pred samim mesecem požarne varnosti in tudi normalno seznanili tudi javnost, tisto, kar seveda se lahko v tem kontekstu tudi pove. Hvala. Še naprej ne zapiramo razprave, koliko ni, bi pa vseeno dali besedo lahko tudi medijem. Gospod Sinič, izvoli. Prej sem se hotel oglasiti, ker se je vprašanje dotikalo direktno te debate med LCM pa občino okrog tistih 9.000 evrov plačila. V enem od poročil je LCM v zadnjem odstavku vodja obrambe Darko Kralj zapisal med drugim, da je že zmanjkalo reagenta za letošnje leto. Tak piše, in da celo skupnost občin Slovenije pa poziva občine, da zmanjšajo to višino prispevka za obrambo Pretoča, pa me zanima, če ta zapisana trditev drži, pa to žagati. Ja, lepo, jaz to probam pojasniti. Zdaj, bilo je že povedano, da pač občine k temu različno pristopajo, in res je, da so nekatere občine pač sprožile tudi to polemiko, ampak mislim, da je vezana z vidika financiranja, povezana je pa seveda tudi z vidika financiranja občin, zato ker pač je država realno zmanjšala občinam sredstva v višini tam 25% sredstev, in zdaj se seveda te stvari potem odražajo na nekaterih drugih področjih in pač občine verjetno iščejo vse posod, ki je možno pač kakšen evro tudi dodatno še prehrane. Zdaj to se po mojem vedenju je to stvar obravnavala tam ena komisija, ki je pri skupnosti občine, ker je pač iz ene občine kdo to zelo forsiral. Tako da vsaj, kar jaz vem, generalno gledano skupnost občin, to, kako jaz poznam stvari, jaz sicer tem trenutku več ne predsedujem, ampak sem pa član predsedstva, ni obravnavala na predsedstvu, vsaj ne po mojem vedenju. Bom pa jaz v vsakem primeru to zadevo na naslednji seji predsedstva tudi sprožil. Težava je pa v tem, zdaj mi imamo pač v Sloveniji 212 občin, na posameznih področjih imajo zelo različne specifike in potem posamezni predstavniki tiste občine, ki ima neko specifiko, to svojo stvar lahko uveljavlja skozi tako komisijo. In zdaj, če gre stvar skozi komisijo naprej, se lahko tudi tako priporočilo eventualno tudi zgodi. Recimo en drug primer je imel, da ena druga občina pač forsirala v eni drugi komisiji priporočilo, da se krajevne skupnosti kot pravne osebe ukinjajo. Takih stvari je ogromno, zdaj so stališča občin pač različna. Ni pa to bilo neko generalno stališče, jaz sem pa tudi z gospodom Kraljem govoril, in me je to upozoril in jaz bom na to zadevo zdaj na prvi naslednji seji absolutno tudi sprožil. Je pa res, se tudi v tem primeru, nekatere občine niti niso noter v sistemu, nekatere želijo pač tudi manj financirati, zdaj želijo pa manj financiranja, pa to je to, kar sem povedal, vezana na to zmanjševanje vseh financiranja strani države. Hvala. V bistvu, kar je gospod Kralj htel tukaj povedati, se tako piše. V tej sezoni smo upravili že več intervencij kot v celi pretekli in porabili že skoraj ves reagent. Se pravi, on je htel povedati, da je dela več, da je tudi reagenta treba več posipati, ne da ga mi ne bi imeli. Zdaj, daleč od tega, da bi reagent predstavljal tak velik strošek v celotnih stroških obrambe Pretoča. On je htel samo to povedati, da je več dela kot preteklo sezono, pa zmeraj več, vsako leto več, in da je nevzdržno na dolgi rok zmanjševati ta sredstva za obrambo Pretoča. Samo to je hotel povedati. Ne pa, da ne bi mi reagent, ko nam ga zmanjka, ga naročimo, pa ga pripeljajo. Mogoče samo navezano na to, jaz mislim, da tisti, ki so to predlagali, so ravno izhajali iz nekih podatkov iz prejšnjih let, pa so ocenjevali, da so tam pač neki... Da ni taka potreba. Več letov, da bo treba mogoče res še drugo letalo, če bo tega recimo enormno več, zdaj zaenkrat še ni to handlano. Zdaj, v bistvu primeru, če bi se zdaj res dve zadevi zgodili sočasno, pa lahko samo eno delujemo. Potem bi mogoče res razmišljali, delujemo tisto, ki je večja, ali pa tisto, kjer je občina sklenila pogodbo. Zdaj, danes v bistvu gremo mi tudi, če kakšna občina, ki pogodbo zavrača, pa tam naredimo, ker vemo, da so tam ljudje, v bistvu, ki jih moramo varovati.
Hvala lepa. Še občinski svetnik, gospod Leskovar, izvoli. Hvala za besedo. Predsedujoči, lep pozdrav vsem skupaj. Sem Dušan Leskovar, predsednik krajevne skupnosti Impol, in bi rad povedal, da je v tematiki, ki smo jo danes obdelali, bilo že dosti tega povedano. 7.7. na sam dan te ujme je tudi v krajevni skupnosti Impol bil prisoten župan dr. Ivan Žagar, za kar se mu zahvaljujem, in tudi sam je lahko iz prve roke videl, kar se je pri nas naredilo. Prvo kot prvo, tako vsi moji predhodniki, gre za hvala predvsem predstavnikom civilne zaščite, gasilcem, policiji, komunali in pa izvajalcem, ki opravljajo nujna sanacijska dela po neurju gradbeništva kar Justine Blažič in njihovi podizvajalci, ki so tisti dan in tisti trenutek pristopili takoj k reševanju nastale situacije. Namreč, kot je predsednik krajevne skupnosti Šmartno povedal, pri vas je bila tu ogromno škode narejeno s točo, pri nas je pa posledično povzročilo ogromno škode voda, vsled tega, zaradi tega, ker ta toča, ki je padala na tem delu, je polamala ogromno vej in te veje so zadelale propuste in kot je bilo rečeno v Novi Gori na Slovensko Bistrico, vsa voda, ki je pretekla ze strani Pohorja, pride dol, zabilo je cestni propust, po 15 metrih jo je zlilo nazaj v strugo, ampak nažalost ni šla obstoječo strugo, nego po nasipu, ki je predtem bil sipan 15-20 let. In to je povzročilo, da je cirka okrog nestrokovno 100 kubikov tega mulja in kamenja prišlo na območje Zgornje Bistrice in Tirbuta, kar je posledično tudi naredilo razdejanje v samem mestu. Jaz danes vidim in prosim tudi medije, da bi se dalo obvestiti ljudi, tisto, kar smo danes razpravljali, glede toče, da bi skeptiki, ki so takrat bili, ali je bilo ali ni bilo plačano, lahko dobili pojasnilo, da je toča bila obranjena, da se je posipalo oblake, namreč tudi sam sem prebivalec Visol in sem gledal takrat avion, pa bi prvo samo vprašanje, če bi se približno lahko rekel, ker sem bil izredno visoko, na kateri višini sem bil, in bi rad rekel, da klobuk dol vam, ki upravljate to delo, in pa povabilo tistim, kjer debatirajo o tem, ali je ali ni to uspešno, naj prije enkrat povrh vas, pa se naj zabrala bolj. Pa se naj pogleda ta avion, ki je tam, pa me zanima, da ne bom brezobrazen, kdo bo imel moč in korajžo, da bo šel povrh vas gor, pa drža glava za to, da nas ščitite. Še enkrat hvala. Drugo, kar bi rad povedal, resno, mi imamo probleme z vodotoki in mi ljudem ne moramo povedati, da ni za vse pristojna lokalna skupnost. Mi, hvala Bogu, smo imeli takrat srečo, da je prišla na teren stanovalka krajevne skupnosti, ki je zaposlena na agenciji. To se pomeni danes na Direkciji Republike Slovenije za vode. In s pomočjo nje smo tisti dan kontaktirali s telefonom na njeno predpostavljene in na VGP Drava Ptuj, kar je tudi župan izkoristil, in smo imeli srečo, da smo imeli že lahko 11.7. z njimi in VGP Drava Ptuj se stane in v tem delu ugotovili, da so pristojnosti, ki se jih ljudje predstavljajo od komunale ali od krajevne skupnosti ali od lokalne skupnosti, od Arsika in pa od VGP Drava Ptuj, in da mi nimamo možnosti tega čistiti. Drugo, kar bi rad povedal, da v tem delu, kar so interventna dela, ki so jih opravljali z strani VGP Drava Ptuj, na občinskem zemljišču v primeru čiščenja visečih dreves nad vodotokom so krajani samoiniciativno ustavili dela in niso pustili čistiti vodotoka, kar lahko pove predstavnik komunale in pa predstavnik za vzdrževanje cest. In jaz sprašujem, v kakih primerih si lahko krajani drznejo samoiniciativno ustaviti dela, namreč, če ni on osebno poškodovan, ja, tega ne boste pobirali, ker nimamo vode. Vaš ga boli briga za tistega, kar je pa gor na vrhu. In to bi tudi prosil, da bomo v bodoče lahko rekli, komu imamo pravico se pritožiti, če krajani sami zastavljajo in ustavljajo dela službam, ki so za to odgovorne.
To je bilo v Tirgotu in to imamo tudi vse dokumentirano. Drugo, kar bi še rad povedal, da bi prosil, da se danes ta zapisnik pošle vsem krajevnim skupnostim, da bomo lahko z tem, kar smo danes tu bili seznanjeni, tudi obvesti krajane, namreč ker tudi na našem zboru, ki so ga ta zdaj ulica Bračičevi brigad in to nujno sklicali, smo bili tarča strelov od krajevna skupnost in pa občina Češ, kaj se gremo, da denar zapravljamo za vse drugo, ne pa za tisto, kar bi bilo potrebno, da bi se obranili pred toče. Jaz se strinjam tudi z vami, predstavniki letalskega centra. Dam isto vprašanje. Danes je pri meni šla v Visolah toča v obliki oreha. Če ne bi bili posipavali, kdo mi garantira, da ne bi bila toča v obliki tenis žogice? Kaj bi pa takrat naredili, kaj bi se pa takrat pogovarjali? Če danes pluvamo pred jedno drugega zastopne, pa obtožujemo tisto, kar dejansko ni res. Jaz pravim, da v tem primeru še enkrat zahvala vsem, ki so v tistem času pristopili intenzivno k temu, da smo naredili to, kar smo naredili. Pogrešam še pa to namreč zaradi tega, ker res je, smo lokalna skupnost, ki bi morali skrbeti in ki tudi skrbimo. Žalostno pa je, da pa tudi sami krajani v primeru, ko bi lahko ne naredijo tistega najosnovnejšega, kar bi morali. Namreč jaz gledam zdaj v tem primeru, kar je bilo, ko so vse tiste jaške zadevale, tiste vejice in tiste toče, samo v Tirgotu, ko smo šli, z nogo si samo očisto rešetko, več kot četrt, če ne pol vode, se je posmelil drugam. Ni več je šlo v kanale, ni več šlo po terenu in ni več zalevalo hiš. Namreč jaz se tudi strinjam z krajani, ki so bili v ulici Bračičeve brigade in spodaj tretjič zaliti in to imeli tretjič škodo. Ampak tudi, če mi opravljamo branje proti toči in če mi tudi čistimo vse kompletno, jaz se sprašujem, kdo lahko meni garantira, pa da roko vojni, da take povodnje, take nesreče ne more priti jutri, pojutrišnje. Jaz mislim, da nihče. To, kar se je naredilo pri nas, noben ni planiral, noben ni vedel, da bo odron tistih 100 kubikov prišel dol. Nažalost, voda, 300-letne vode, jaz roke za to, da bomo mi lahko uspešno delali, ne morem dati. In tudi pravim, če bi ljudje bili malo samoiniciativni in določene stvari porihtali, sami na tistem delu, bi tudi take katastrofe, kot je bilo, ne bi bilo. Hvala. Ja, hvala lepa res za izčrpno podajo. Resnično imaš popolnoma prav v tej razpravi, marsikaj smo res že danes osvetlili, marsikaj si tudi zdaj še ti mikro povedal, kaj se je v krajevni skupnosti dogajalo. Je resnično problem z nekaterimi, ki pa prvo ljudje, ki se ne odzivajo, drugi, ki celo blokirajo nekatera dela. Potem je seveda problem tudi o raznih pristojnostih v tistem momentu, kdo je pa tisti. Ne? Mi vemo, da za take primere vsaj vode je pristojna državna inšpekcija, ne? Ki pa seveda jih v petek zvečer popoldne ne bomo nikogar dobili. Ne? Če jih bomo pa dobili, bo pa to 3-4 ure, ko že odteče, ko že neka škoda nastane, seveda. Ne? In to so res veliki, tudi rekel, sistemski problemi. Tako da je tu res prav, da vse te zadeve tudi obelodanimo. Je pa res, da tako kot je že bilo rečeno, današnja seja Varnostnega sosveta je ravno namenjena temu, da ljudem povemo. Mi smo tudi, ta današnja seja se tudi v celoti snema in tudi na bistriškem kabelskem sistemu bo večkrat predvajana, da se resnično pove, kaj je bilo. Pa še pomembno, kaj je bilo, kako je organizirano ta služba za naprej. Ljudje vejo, če do nečesa bo prišlo, kakšna organizacija, kako poteka obramba proti toči in vse te aktivnosti. Tako da jaz se v tem delu strinjam. Marsikaj smo objavili tudi na spletni strani občine Bistrica. Iz samega zapisnika bo nekaj razvidno. Vse ga boste dobili v krajevni skupnosti, ampak seveda težko je pa to vse, kar se danes pogovarjamo vsebinsko, tudi rekel, zelo pomembno. Zelo pomembno, kar se pogovarjamo, težko je vse tudi zapisati. Pa bi vseeno mogoče, gospod Brezovnik je bil zvan, zdaj glede Visol, zdaj kakšna višina v bistvu je možna bila tam obrambe. Celo to akcijo smo leteli na cirka 5000 fitih nadmorske višine, govorim, kar je tam 1500 metrov, recimo,
5600, nam višino določa spodnja baza oblaka, zdaj prideš relativno blizu, ne smeš iti noter, potem pač je teren tisti, ki ti narekuje, kako daleč greš. Torej, 1500 metrov cirka. Ja. Hvala lepa. Zdaj še ne zaključujem razprave, tako da če še mogoče kakšno vprašanje, drugače bi počasi zaključevali. Ja, občinski svetnik pa predsednik krajevne skupnosti Travšek, Maks, izvoli. Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Jaz pa bi zaključek pripravil, da zaključimo, da imamo tudi neko sporočilo tega krogle mize, oziroma eno je, da se bo sum teh natolcelovanj, ki je bil uporabljen v Facebookih pa v nekih medijih odvrgel, da smo kot lokalna skupnost res naredili vse, da se izvaja ta ukrep. Žal je pač to, da proti naravi ne moramo 100% obraniti. Vemo, da teh točk mislim, da je bilo v Sloveniji v zadnjih 2 mesecih nekje, ko smo zasledil medijih med 8 do 10, ker so podobno prizadele, kako so nas prizadele tu. Ampak jaz mislim, da kljub temu smo že debatirali in pohvalili sistem aktivno požarne zaščite in civilne zaščite, ki občina zelo dobro deluje. Jaz mislim, da prav, da bi bil modest izpostavil, da smo v prostori političnih pravakov tudi, ne? In čestitke še enkrat vsem prostovoljnim gasilcem in šmartnicam. Ampak pomembno sporočilo je pa to, ne? Vsi ti prizadeti, predvsem na kmetijskih, nam rekel, letnih pa dvoletnih nasadih na Sadjevju obnovili, ker bo tudi postala neka poslovna škoda, ne, kako pri čim prej do te pomoči. In tu bi mogli mi danes pač nekako dati neko sporočilo, bodi si na svetu in tudi preko združenja občin, da bo te pomoči, prej ste govorili, na ne vem, 2 tedna, 3 tedna bomo niti smernice popisi, ne bomo dobili, da ta zakonodajna ustanovila, ona ustanovila mene, kmeta pa zanima, kdaj bom lahko vsaj teh 20, 30, 35%, 40, ko gre za ena, kako bi bilo razvidno, čim prej to dobil, ko še to imamo DDV odvesni. In jaz mislim, da na tem bi mogli graditi, tu bi mogli zavzeti neko stališče in tudi bolj naprej to nekako prenesti, da se bo v strukturni organizaciji glede teh naravnih nesreč začelo nekaj spreminjati na bolje. Vemo, poplave, ki so bile tudi sušne, pretekle let, ne vem, še letošnje leto niso splačene, ne. Tu bo treba eno sporočilo, bo to zdaj preko združenja občina, bo to preko tistih, ki upravljajo. Mene reči, jaz mislim, da bo nekdo iz ministrstva, glede na to novo lokalno ministrico, pa bi to tudi po mojem, to je bila prizadeta, ker vem, da v tem radi so dobro, da bi se bila nekdo iz tega okolja, mislim, iz teh slučaj, tudi prisotni, ne, za konc koncev je z našega okolja, ne. Tu bomo mogli mi nekaj narediti. Ja, človek mi parlamentiramo, povemo, je bilo, a ni bilo, pa tople vode ne bomo mogli znati. Ne vidite bojo, tudi predhodnosti boja, bo je to elementarni, imeli smo že dolode, mislim, že dolom, ki nas je zelo prezadel. In smo takrat na operativni ravni, bodi vsi lokalni, bodi vsi na sistemu varovanja, gasilci, mi intervirali, naredili smo vse. Tista pomoč je pa žal, tam to gre bolj na regionalni, pa na državni nivoju, zavrljiva in preprosto. In to sistemski, tu bi mogli sporočilo te okrogle videti tudi nekaj, da se bo začelo na tem sistemskem nivoju nekaj spominjati. Zdaj, če mi govorimo vse, vsi tisti, ko so prizadevni, so se bolj nekaj pomoči boja, preko znancev, prijatelj, bilo kak, vsak se bo mnogo na konci po svojem neko znajdi. Ampak sistemske pomoči so bojim, da so tudi Ja, hvala lepa. Sej, na mesto zaključka, sigurno se v tem kontekstu sem sam tudi hotel reči, ampak vseeno, ja, gospod Kotnik, boš dobil besedo. Nekaj smo rekli v bistvu o teh sistemskih problemih, ki so v tem popisu. Gospod Rebrnišek in župan sta v bistvu nekaj rekla, pa lahko še enkrat poudarimo, da so tu v bistvu kakšne težave tu nastajajo, tudi zakonske težave in vse skupaj, kar je. Pa bi pa prvo samo, gospod Kotnik, na kratko, izvoli, pa bom potem še vama dal besedo, da v tem delu še nekaj rečemo. Ja, lepo pozdrav tudi z moje strani. Prihajam iz krajevne skupnosti Zgornja Poslava. No, tudi jaz moram reči, da tudi pri nas je bilo letošnje leto večkrat toče tudi to neurje, ki prihaja vedno z večjimi deževji, nas pesti, ker namreč pač imamo specifiko pobočje Bukovca, ki vemo pač, da je večji hrib, kjer pa vedno to večje deževje.
pač na spodnjem delu oziroma nižinskem delu, zgornja postaja potem se skupaj tudi zalije oziroma povzroči škodo. Ampak mi se pa potem vseeno srečamo tu med dvemi stvarmi, oziroma tudi tako, kot je bilo zdaj na koncu že rečeno, kaj potem narediti. Mi dejansko na eni strani imamo pobočje, kjer se dejansko tudi rečemo, z nekim kmetijstvom spreminja in na drugi strani nam, oziroma kot prebivalcem na spodnjem delu, povzroča določene škode. Na tem področju specifično so 3 punkti, ki jih pač nekako obvladujemo oziroma spremljamo. Moram reči, da tudi v tem trenutku še saniramo neka zaključna dela iz lanske poplave oziroma neurja, ki je bilo, ampak vseeno se sprašujemo vedno, kdo je zakaj odgovoren. Na eni strani kmetijstvo, ki se spreminja in seveda mi kot prebivalci oziroma na lokalnem nivoju smo veseli, da sploh še ljudje hočejo delati, ko vemo pač, če se ukvarjajo z nekim vinogradništvom oziroma tudi živijo poljedelstvom, da skušajo nekako preživeti. Na drugi strani vsaka toča oziroma neurje uničuje pridelke in če se s tem živijo, vemo, da pač težko tudi preživijo. Na drugi strani smo pa mi, ki pač moramo potem odpravljati posledice po neurju. Ne vem, večkrat se vprašamo, komu lahko kaj naložimo. Najlažje oziroma najlepše reči, ok, se bo krajevna skupnost oziroma posledično občina zadeve sanirala. In mislim, da tu not, tudi tako je gospod Tramšek izpostavil nek sistemski nivo, zdaj ok, oni bodo govorili z kmetijskega vedika, mi bi pa morali bolj z tega vedika, kako preprečiti. Vse večkrat smo tudi na terenu, pa se pogovarjamo, pa slabo volja in ne vem, smo tudi lahko pametni, pa na koncu nam sama narava pove, kje so tiste kritične točke oziroma kaj je pač potrebno storiti. Bi pa mogoče tudi letalski center Maribor pohvalil oziroma kapo dol dečkom, glede na to, da smo mi tudi službeno neke stvari sofinancirali glede sledenja teh letal in ko smo bili na terenu, ko smo videli to letalo, smo rekli, kdo pa gre v to letalo oziroma kdo oblake pa kapo dol. Letalo je bilo, ni bilo verjetno kvadratnega centimetra, da ne bi bilo napikano od toče. Ja, hvala lepa. No, mogoče bi res zdaj za konec še mogoče res še enkrat to, kar je gospod Tramšek izpostavil, pa seveda normalno, da še prav, da enkrat podarimo glede samih odgovornosti, glede škode in tega, da bi mogoče par besed še gospod Rebernišek, potem pa še županoma dali besedo. Izvolite. Ja, zdaj dejansko, jaz bi tudi tole rekel, dejansko okrog odstotkov pa teh, zdaj bistveno je, da mi bomo dali tako kot zavod, smo že dali eno oceno, sem tudi že danes obvestil tudi Ministrstvo za kmetijstvo in tudi vodstvo zbornice o nastalih škodah, ne samo v Slovenski Bistrici, ampak tudi na Ptuju smo imeli pred kratkim, ni bilo tako izrazito, ampak tudi še večji obseg neurja z točo in dejansko se to res skliče po, kot sem že uvodoma omenil, nekem pristopu vseh ministrstv, ki se tiče tega. Se upam, da bomo to lahko dosegli, ker seveda vsaki pričakuje, da bo zdaj nekdo prišel k hiši, pa da bo se popis naredil, pa bo neki zapisnik naredil. Jaz mislim, da moramo, ker tudi, ko se z kmetovalci pogovarjam, in to jim moramo priznati, pravi, ne nas tem obremenjevati, dokler nimamo rešitev. Jaz s tem ne bomo nič rešili, če bomo jutri poslali na teren 20 ljudi, pa bomo popise delali, če ne vemo, kaj lahko ponudimo, kakšno pomoč. Zato se mi zdi, da moramo čim več narediti na tej državni ravni, da dobimo skupaj sklic, čeprav so zdaj dopusti, da dejansko se dogovorimo kako in kaj na tem delu. Vse neke zadeve so jasne, zakon je sprejet, kar se tiče po spomladanski pozebi. Tam so določene vsebine, ki so zdaj že uporabne, če lahko takole rečem. Se pravi, kar se pa tiče same toče, tukaj pa res pričakujem en sestanek, kjer bomo se dogovorili, ker se pravi, če pošljamo samo komisijo na teren, pa popišemo, nismo nič naredili.
Bi rekel tole, da pa vemo pa, da je kar nekaj kmetovalcev v raznih ukrepih in tisti, kjer je pa rabijo bilo kakšno potrdilo za uveljavitev višje sile, ne, pa bodo naši ljudje pripravili zapisnike. Ne. Zlasti mogoče tisti, kateri so kandidirali na kakšna sredstva PRVP, tam vemo, da morajo slediti določenim tudi finančnim, ekonomskim delom, ne, in seveda tega zdaj ne morejo zagotavljati, morajo potem to dokazovati na agencijo tudi z nekimi zapisniki, tako da tukaj bodo naši ljudje na razpolago in bomo pripravili te zapisnike in tudi pozivam tudi vse kmetovalce, kateri to rabijo, da se tudi na našo službo obrnejo, ker seveda za vse mi ne moramo imeti informacij, kdo rabi takšen zapisnik, tudi če je kdo v kmetijsko-okoljskih ukrepih, tam načeloma na nacionalni ravni vse zadeve ureja, ampak kljub temu prav pa je, da seveda tudi ljudje opozorijo na najrazličnejše razpisi, kako so kandidirali, seveda mi teh podatkov, sem že rekel, nimamo. Tako da dejansko, se pravi, ko bomo imeli čisto dokončne, tudi finančne, bomo tudi poslali, tudi skupaj z občino, jaz mislim, da odlično sodelujemo, tudi naše službe so na razpolago, tako da dejansko tudi naprej pričakujem, tudi prej je bilo rečeno okrog vinogradništva in mreže proti toči, ne, tu dejansko spet moramo pristopiti bistveno bolj celovito, ne, ni samo to, da bomo mi zdaj postavili mreže, je seveda vprašanje samih nasadov, naklona, tu je kar nekaj strokovnih vprašanj in mi danes zelo težko rečemo, ja, zdaj pa rešitev, toče bomo dali mreže gor, ne, tukaj dejansko lahko iz enega problema drugega naredimo, ne, se pravi, mora biti stabilnost, da so izraziti vetri, ne, veter ti lahko podere komplet, celo infrastrukturo in še imaš potem še bistveno večji strošek, tako da dejansko, gledajte, vse to kliče res bolj po celovitem obdelavi vseh teh zadev in seveda tukaj sem tudi pripričan, da ni naloga samo ministrstva za kmetijstvo, ampak zlasti še drugi tudi minister za okolje, minister za obrambo, ki nekako paše pod ta del trenutno še, ne, po naši zakonodaji, da se skupaj sesedamo in seveda skupaj iščemo neke rešitve, ki pa seveda more zlasti iti v smisli preventive, čist da pa bomo preprečili tega pojava, pa tako nam je danes popolnoma vsem jasno, ne, to kot moče. Ja, zdaj, kar se tiče te prve obveščenosti, zdaj obveščeni so pravzaprav vsi trije, ki so bili ravno omenjeni, ne, se preko uprava je obveščena, ne, ker smo formalno vse obvestili, informacija je prišla tudi po mojem informacijah do ministra za kmetijstvo, jaz osebno sem pa govoril tudi z ministrico za okolje 2 dni nazaj na to pozoril, gre pa za to, da je to pravzaprav so ukrepi, ki morajo biti ukrepi vlade, ne, se to ne more biti samo stvar enega resorja. Zdaj, kar se tega dela tiče, upam, da bojo vse tiste stvari, ki smo se pogovarjali, pa je bo možno, da bojo tudi možno uveljaviti že skoraj skozi tisto, torej skozi pozebo, ne, čeprav vemo, da tudi tam stvari potekajo zelo počasi, ne, da se je prej zgodila pozeba letos, ko so prišle po lanski pozebi pač priznane škode, ne. Vemo pa, da kjer je hitro pomaga, tisti v bistvu pač pomaga, ne. Zdaj, absolutno ta apel po sistemski ureditvi je seveda zelo umesen in vsaka taka podpora je sigurno zelo potrebna, ker je res, da je treba nekatere stvari pač na nacionalni ravni spremeniti, ne. Je pa res, da treba videti zadeve celovito, jaz se strinjam, ne, ker pri nas je tudi običajno tak, ne, da pa zdaj pa kaj vem, zdaj suša, pa bomo kar danes namakali, jutri bomo to naredili, ne, pa je 10 leti suše, pa 10 leti meni nič ne namaka, pa si vse pozabijo, ne. Recimo kot primer, ne, tada to je absolutno, ne, ker lahko res kako dodatno škodo še narediš, ne. Zdaj, kar še pa zadeva, če že govorimo seveda o teh ukrepih, ki so še pa pri nas možni, ne, to pa bomo uskladili tudi torej z kmetijci, ker oni pač najbolj poznajo potrebe, ne, in da se res pomaga tam, kar je omejenih možnosti, jih imamo na voljo, kjer sploh lahko pomagamo, pa da imajo neki učinek, ne, nekaj, kar poprek. Zdaj, grob problema pri nas je pa tak, to, kar je že bilo večkrat danes povedano, ne, mi večina teh naših sredstev, ki imamo na voljo, tako v bistvu kome zagotavljamo za reševanje infrastrukture in tako je že bilo povedano, ne, recimo, kaj svem, imamo eno obdobje, smo imeli 10 plazov, ne, zdaj pa smo v teh letih nekako te plazove spravili po strehu, po ta večer, ne,
ko misliš, da si že nekje se tega rešil, pa ti prileti nova zgodba, tako se je zdaj zgodilo. Ne. In v bistvu ne uspevamo niti toliko sanirati, koliko je, ne. Čeprav marsikdo reče, ne, ja, bilo bož, da bi to naredili, tak pa bi bilo trajna rešitev. Jaz se to s tem strinjam, ne. Samo mi za trajne rešitev na voljo preprosto nimamo sredstva in smo prisiljeni v določenem delu pač gasiti tudi požar, ne, v omejenih sredstvi, ne. Tako da to je, ne. In jaz bi moče zdaj, če sem zaključil, res se še enkrat vsem, ki so bili na terenu zahvalo, ne, zdaj aktivnosti še več čas potekajo, ne, jaz sem prej pozabil, ne, zdaj pa res zahvala pa letalcem, ne. Mi smo se prej pogovarjali, pa so rekli, da me zraven vzeli, pa nisem pokazal preveč posebnega navdušenja, povem, ne. Ja, hvala lepa. Še tem, in čisto na koncu še enkrat zahvala res predvsem civilni zaščiti, gasilcem, letalskemu centru, resnično vsem, ki ste se odzvali in jaz res moramo, kot je že en omenil Boga, ne, da mogoče pa ne bo več kaj takšnega, ampak seveda mi moramo biti pripravljeni in seveda kot pripravljeni lahko pariramo takim problemom. Ko smo pa že v tej zgradbi, seveda smo v zgradbi olimpijskih prvakov, ne, tako da moramo jim še enkrat čestitati šmarškim gasilcem B enoti, ponovno so postali olimpijski prvaki in seveda s takim znanjem, hitrostjo in tako naprej, bodo tudi v takih primerih, ne, o katerih se danes pogovarjamo, tudi zelo učinkoviti. Hvala lepa vsem za udeležbo.